Hej, en lep pozdravček iz Rima. Zdajle smo pravkar končali z jutranjim dnevom našega tretjega dneva treninga za certificirane facilitatorje. In ker je nekam zgodaj še za mene, se je za kosilo, sem tule v parkcu in bi rada z vami delila eno stvar, in sicer v luči prihajajočih delavnic korekcije videa, torej v Mariboru 16. marca, potem v Komendi 18. maja, pa tudi zdaj začenjamo z izzivom 365 dni zanimivega pogleda, torej 20. marca. Sem nekako tako, pravzaprav sem začela gledati, oziroma to že prej neko zavedanje s tem zvezi prišlo, kako mi nismo v dopuščanju svojega videa, torej kako ga sodimo, torej koliko je napačen ali pa koliko je dober, ali pa totalno imamo eni sodb v zvezi s tem, in kakor ne ustreza tej sodbi, takoj potem gremo spet, pač je vse že spet narobe, in kaj pa, če je ravno to, da sodimo svoj vid, kot da je slab ali pa dober ali pa karkoli, kaj če nam pravzaprav to preprečuje, da bi imeli neke drugačne možnosti, da bi se pač nekaj spremenilo v zvezi z našim vidom. In kaj če bi bili pač vsi tisti, ki sodite svoj vid, češ da ni v redu ali pa karkoli, kaj če bi pravzaprav šli uporabiti tole orodje tudi v zvezi s svojim vidom, torej zanimiv pogled, da imam takšen pogled, takoj ko začnete pač soditi svoj vid, češ ne vidim toliko dobro, kakor sem včasih, ali pa slabo vidim, ali pa kakršnekoli sodbe imate v zvezi s svojim vidom, oziroma kakršnekoli poglede imate s svojim vidom, ki ste jih lahko zavzeli na podlagi tega, kar so vam povedali zdravniki, optiki, kdorkoli drug, in dokler imate te poglede, zaključke, izračune, sodbe, se ne more nič spremeniti. Če pa ste dejansko greste ven iz teh pogledov, ven iz teh sodb, potem lahko omogočite, da se tudi nekaj spremeni. In torej ta zanimiv pogled, da imam takšen pogled za vsak svoj pogled, za vsako sodbo, za vsak izračun, za vsak zaključek, ki ga imate v zvezi s svojim vidom, v tem primeru, vam bo omogočil, da dejansko začnete odstranjevati vse te stvari, ki vam preprečujejo, da bi se začel vaš vid na kakršenkoli način spreminjati. Torej, to je dopuščanje, in ko smo v dopuščanju česarkoli, tudi svojega vida, pravzaprav je ta svoboden, da se spremeni. Dokler sodimo, dokler nekaj zaključujemo, izračunavamo, dejansko to še samo utrjujemo, sprememba ni mogoča. Torej, ko smo pa v dopuščanju, so pa potem v tem prostoru dopuščanja spremembe mogoče. Tako da zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled za vsako svojo sodbo, pogled, izračun, zaključek v zvezi s svojim vidom, in poglejte, kaj se bo za vas prikazalo. Lahko se pa nam pridružite na kakšni od teh delavnic, ki sem omenila, torej za korekcijo videa konkretno bomo pogledali še več stvari v zvezi s tem, kaj je še mogoče, ker ni samo to, da se nam vid poslabša, lahko je še veliko drugih stvari, torej komu to pripada, lahko zaznavamo razne stvari, tako da to bomo pač konkretneje gledali na teh delavnicah. Seveda tam se tudi naučili tega specifičnega procesa Accessovega za korekcijo videa. Potem pa seveda na izziv 365 dni zanimivega pogleda, kjer bomo šli vsak kamen, bomo preobrnili, vse bomo pogledali, šli bomo gledati res vse področja v svojem življenju, kjer imamo kup enih sodb, kup enih projekcij, pričakovanj, izračunov, ki nam ne dopuščajo, da bi se karkoli spremenilo, in tudi ste zelo vabljeni, da se pridružite, samo dobite energijo tega, kaj bi bilo, torej predstavljite si, oziroma dobite energijo tega, da bi 365 dni, torej celo leto, za vsak svoj pogled, ki ga imate v zvezi s čimerkoli, rekli, zanimiv pogled, da imam takšen pogled. Zanimiv pogled, da imam takšen pogled. A mislite, da bi bilo vaše življenje kaj drugačno, oziroma da bi bilo v vašem življenju kaj več možnosti, kot jih je zdaj? Sam vi veste, ste pa lepo vabljeni zraven, da se pridružite. Čau, en lep pozdravček iz Rima vsem skupaj.